ki z nas besedo graditi, lahko med ljudi prinese pomlad. Zna prižgati ogenj v temi in ve, kaj pomeni imeti rad. Ustvariti zna večne spomine, mostove do vseh dobrih ljudi, trdne temelje za prihodnost in tisoče cest za skupne sledi. Drage obiskovalke in dragi obiskovalci, dober večer. Veseli smo, da so vas danes poti pripeljali med nas, brežiške knjižničarje in planince, ki znova resničujemo pobudo Ministrstva za okolje in prostor, koordinatorja izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji in Planinske zveze Slovenije, naj ob mednarodnem dnevu gora širimo bogato jezikovno in literarno pestrost alpskega loka. Kakor se je Sari Kagar zapisala v pozdravnih verzih, tako bomo tudi mi danes ustvarjali spomine. Mednarodni festival Brati gore poteka že 8. zapovrstjo. V Brežicah pa ga sooblikujemo 6. V minulih 2 letih dogodkov živo nismo gostili, pa smo gore in z njimi povezano branje ter ustvarjanje kljub temu prijetno udeležili. Nagovorili smo vas s tematskimi knjižnimi razstavami in drugimi spletnimi objavami, med njimi tudi o Planinskem vestniku. Najstarejši, še izhajajoči slovenski reviji, ki je hkrati bogat arhiv slovenskega planinstva. Izhaja že od leta 1895 in nas mesečno seznanja z najpomembnejšimi dogajanji v planinstvu, alpinizmu in sorodnih dejavnostih doma in v tujini. Ima vzgojno-poučno noto, kulturno bogati svoje bralce ter jih obvešča o dejavnostih Planinske zveze Slovenije. Nanizani podatki so odlično izhodišče za nocojšnje praznovanje, poklon 127-letnemu Planinskemu vestniku, 1300 izdanim številkam in več kot 2 desetletjama njegovega urejanja pod taktirko aktualnega odgovornega urednika. Pogovorno omizje je že pripravljeno, sestavljajo pa ga Vladimir Habjan, izkušen govornik, alpinist in gorski reševalec, ljubitelj manj znanega gorskega sveta in razpoti. Zgoraj bi povezal ne le na terenu, pač pa tudi prek besede in fotografije. Odgovorni urednik Planinskega vestnika, ki se je z novinarstvom spogledoval že kot osnovnošolec. Sociolog po izobrazbi je tudi avtor več planinskih porodnikov in drugih literarnih del, v katerih je obesedil številna planinska doživetja. Mnoga med njimi tudi svojo gorniško življenjsko sopotnico, katero je najprej peljal na oltar, kasneje pa še pred oltar in sliši na ime Irena Mošič Habjan. Doktorica kemijskih znanosti, alpinistka, prva gorska reševalka z izpitom društva Gorske reševalne službe Kamnik, članica uredniškega odbora Planinskega vestnika. Publicistka, ki v gorniški navezi Mošič Habjan pravi, da se redko zgodi, da bi bil eden na gorah in drugi doma. In brez dvoma gostja, za katero slogan letošnjega mednarodnega dne gora, to je Ženske premikajo gore, še kako drži. Lepo pozdravljena. Z vama se bo danes pogovarjala aktivna članica domačega planinskega društva in knjižnice, ljubiteljica gora ter branja in naša vsestranska kulturnica Milena Jesenko. Na vabilu smo napovedali tudi gostovanje tehničnega urednika Planinskega vestnika Emila Pevca. Gospoda, ki skrbi, da je odlična vsebina vestnika ravno tako odlično tudi oblikovana in dana v uporabo bralcem. Danes ga žal ni z nami, ga pa v priložnosti radovedno pocukamo za rokav in mu zastavimo vprašanje ali 2. Člani mizja pa bomo radi prisluhnili že zdaj. Izvolite. Dobrodošla, spoštovana gosta tudi z moje strani. Zaupana mi je prijetna naloga, da vodim nocoj pogovor z vama, da skupaj odstiramo skrivnosti Planinskega vestnika, ki še niso odstrte, in da skupaj tipamo v neznano z vašo zadnjo leposlovno knjigo. Kar predsejšen zalogaj za en večer,
pa bi začeli morda s Planinskim vestnikom in bi najprej prebrala, kaj ste pred kakim letom rekli o njem. Revija je lahko preživela in živi tako dolgo časa, predvsem zato, ker ni nikoli bila komercialna. Če bi jo kdaj v preteklosti prevzela pod okrilje kakšna časopisna hiša, je danes verjetno ne bi bilo več. Dobička namreč revija nikoli ni prinašala. Njeno uredništvo ni bilo nikdar profesionalno podprto, urejali in ustvarjali so ga zanesenjaki, ki so v tem svojem delu našli zadovoljstvo in veselje in ne iskali gmotnih koristi. To so vaše besede, zanima pa me in gotovo tudi naše poslušalce, kako ste vi postali urednik Planinskega vestnika, kdo je v vas odkril tistega zanesenjaka, ki bo nadaljeval in nadgrajeval Planinski vestnik. Ja, dobro večer, vsem skupaj, lepo se vidim v takem ljudem. Mi, uredniški odbor, trenutni, ki delujem, smo ravno včeraj imeli novoletno kosilo. Vsako leto se zgodilo za nov let, pa sred, na začetku poletja imamo nek piknik in to je, s tem utrjujemo naše vezi, se pogovarjamo včasih tudi bolj splošne zadeve, ne samo v te pač, kaj imamo naresno. Ravno včeraj je bila beseda o tem, vsakič bolj pozdravni govor, da je vsem, tam so mogli uredniški odbor, lektorji, tiskar, vsi pač ta recimo, ki nam zanimljivo, še cela ekipa, revijo dela ekipa, nikoli ne more samo en, to je pač služba in jaz je bila debata o tem, kaj nas tukaj podruži. Točno vemo, da ni tist honorar, ki je dosti skromno, ampak je to, da lahko to zanesenjarstvo, da lahko vsak član uredništva tiste svoje ideje, ki jih ima tukaj nekako resnične, realizira. Imaš neko idejo, kako boš se lopo neke teme, nek članek napisal, nek pogovor z nekom, tukaj imaš možnost to realizirati. To ne pomeni, da pač kdorkoli od avtorjev, ki nastopajo, ki se prijavljajo v vestniku, ki ga ne more, ampak uredništvo išče teme, išče in mislim, da je to tisto vodilo teh naših članov. In zato sem jaz tako skoraj preskrban tem našim članom, ker je vmes so tudi naši, ne samo naših film, da nam ne bo zmanjkano. No, zdaj, če me sprašuje, kako sem se jaz tukaj pojavil, to je bilo leta 2000, ki mi je takratni predsednik Andrej Rad povabil na en sestanek na Planinskem zvezo. Jaz sem sicer do takrat že tudi precej objavil, oziroma pisal članke v različnih revijah, tudi v Planinskem vestniku, pa za revijo Turist sem še nekaj publikoval, pa za delo, za različne priloge in prav za časno delo. In tako, tam takrat sem imel eno knjigo, da sem ga ena knjiga, da me spotja, prvotna knjiga je išla. In ko me ta predsednik, s kateri sem se poznala, moram pa že iz moje prve planinske šole leta 67, pravi ne povem, kako sem mislil. No, pač, dolgo časa sem v tem planinstvu in potem se da poznaš cel kup nekih ljudi, ki so včasih imenovani planinci, potem pa postanejo predsedniki. Potem imajo bil tudi možnost vpliva. No, me povabil in je takrat poznal še podpredsednik pa sekretar in so še rekel, če bi me to zanimalo, da imam en teden časa. In je zanimalo. Ni bilo kaj dosti razmišljati, da mi tako. In je vlada zanimalo, da je postal urednik in je to že 21 let. Krasna doba. Mene zanima, ali tako dolgo vztrajajo z vami tudi člani uredniškega odbora. Sestava imate fantastično.
Prebrala sem, tam seveda v koloformu, kaj vse je pri vas. Doktorica znanosti, eno imamo tu, gospod Irena, potem so zraven novinarji, uredniki lokalnih glasil, sodelavci založb, profesorice slovenščine, filozofije, matematike, fizike, angleščine, srbohrvaščine, biologije, pol šolske zbornice sem naštela. Pa me zanima, po kakem ključu si izbirate oziroma kako lahko postane članica vašega uredniškega odbora. Imam kakšne šanse? Seveda. Za čas pogovora, da bomo to pripravili na koncu. Čeprav bomo reči, da sem že imela enkrat intervju za Beotriče, da sem že poznala. Ja, uredniški odbor se je v tih 21, v bistvu 22 letih, mislim, že 2006, se kar zamenilo. Najdalj pravzaprav imamo tehnični urednik Henja Bilc in on je prišel novembra, jaz sem začel septembra 2001, novembra prišel, ker v tisti ekipi je bila prvotna nekako nam je tole šepala to tehnično urejanje. Ste v tem bomo lepo še parko povedali na drugačen način. Ampak takrat sem jaz, ko sem mi to ponudil, sem začel iskati ekipa, meni je jasno, da je sam nič ne moram, oziroma ne bo to dobro. Sem trdih teh publicistov pomagal in tista ekipa je začela delati noter, da recimo Marjeta Krešič v tem lična poznavalka te filozofske scene. Res, sicer potem je nehala delati v uredništvu, nismo zvezali nekako način petina, če to imamo še vedno posamične članke, kako je fikovamo. Noter je bilo 20 leta, Dejno Šera, Boris Trnšek. To je bilo 6 doktor, Strita, da je bilo Šera, vse sem bolj priznanski, pa zdaj ima tega problema, da se bo poznanski. Tukaj niti to ni bistveno. Potem se pa ta uredniški odbor v bistvu samo še ime pevcev, mislijo, da je prvotne osnove. Ja, to pač, to je izgledno. Se je tudi sosede nekaj, ki se posebno to je ne povira zadeva. Mi smo kaj nekje 2014-15 smo v tisti še dosti prvotni zasebi, potem je pa tako v roku in par let kar neko tako došalo naredili. V bistvu je čisto preprosto. Tam gledaš, kdo je objavljal, kdo zna kakšen članek napisati in fizijo potem enostavno jaz povabim. Vsi, ki so prišli tukaj, so prišli na neko mojo povabilo in potem pogovor, da te to zanima, bi kako, ali govoriš o potem okoliščine in tako naprej. Največja vrednost tukaj je najdeti tisti fokus, tisto zanimanje, tistega, recimo, ki ga povabimo, kar sodeluje. Tukaj moram reči, da sem imel res srečo. On je na nanoslovka, jaz sem predposlov, smo vsi tako nakladno, vse ne, on je pa natančno. In to je strašno leži, tista sredica, za nami na pot, infobloki, to mi nekaj hitro naredimo, sistematično, vse popravljamo. To je tako in to leži. Recimo je prišel Videj Steinbuch, je rekel, da ne ve, če bomo to všeč. Sem noče pa, boš pa en let tukaj z nami, smo ga hecali pripravljamo. In se pogovarjava, a mi te zanima to, intervjuji. Ja, intervjuji. Perfektno, najdejo se život, tako. Prav najdejo se v tem notar. A te zanima recenzija, literatura. In to umeži, recimo. Tako moram reči, da se vsak od teh nekje najbolj imamo zadožene te rubrike, in je to umetnost. Tukaj, če se preveč poudarja to član rubriško odbora, ne vem, ta vsebina, ta planinska teza in tako naprej. V bistvu je naša ekipa, ki nas je 9, je funkcionira tako kaj na ferma, ta in društvo. Ti moraš najbolj ljudi, ki
tiste stvari dobro delajo. Veliko od tega ni vsebina, ampak je vodenje, koordiniranje, kako spiš, kako se mi pogovarjamo. Pri nas ni, recimo, imamo en da eno idejo, drugi progi. In zdaj, kako bomo to rešili, da se pogovarjamo, argumenti, gor. Kolikrat se zgodi, da mene poštevajo, zmaga njihovo mnenje. Kaj je v redu? Jaz ne vem vsega, Tako da, to je, mislim, teča tega dobrega funkcioniranja. Iz tega potem pride potem dobra lovija. Skaj eno opusti, če se ne strinja. V večer sem skupaj. Ja, pusti se, ker pa da ga preostane. Jaz sem samo še dodam, da jaz nisem prišla na kakšno povabilo, jaz sem nazraven v uredništvu kot tajnica, ker to je očitno tukaj na moja življenjska naloga, da sem tajnica pri vseh društvih, kjer sem nazraven. To je zelo pomembno. Zelo pomembno, vse veš, ti moraš pisati, počasno postane dolgočasno pisati zapisnike, ampak zdaj pa piše v uredniku se zapisnike, ker ima nihče interesa tudi. Ja, ko je Planinski vestnik nastal, je nastal z namenom, da Slovensko planinsko društvo doseže svoj namen izdajati, pospeševati in podpirati zanimive planinoslovne spise in slike, sklenil je odbor Slovenskega planinskega društva od leta 1895 počenši izdavati blagemu planinoslovstvu posvečen mesečnik, kateri bode objavljal zanimiva predavanja in različne planinoslovne spise in slike. Nekako mi ne gre branje stavega slika, ja. No, na ta namen je Planinski vestnik resnično spremljal skozi vsa desetletja in vsak od urednikov je na nek način prispeval k rasti te revije. Zanima nas, katere vsebinske oblikovne spremembe pa je revija doživela s prihodom Vlada Habjana. Ja, dejstvo je, da se pač naši časi so čisto nekaj drugega, kot v času, ko so vozili tramvaj in tam po Ljubljani. Kdo je videl, da bo pač tak nesnuten razvoj, nekaj ne vem, obletnice, internet, to je zdaj zadnjih 20-30 let, to je tako nesnutno, tak razvoj, da v bistvu te tiskani mediji tiskamo, na škrbi zvikamo, to pa še bere, knjige, sledimo. Kaj pa mladina, kje je mladina? Ti sploh še govorcu je sem ta, ne da bi pa knjige, ne poznajo prave slovenščine, iz prve roke, tako moja otroci, recimo. Ne vsi, ampak sin, recimo. Tako da, v bistvu je težek izziv držati ljudmi na nekem nivoju. Zdaj, jaz moram reči, če štejemo največji te preskoki so bili, največji uspeh je v bistvu to, da ta revija še vedno izhaja. To je največji uspeh. Mi smo ponihnali nekje, mi smo, Planinski vestnik je najstarejša slovenska revija, ki še izhaja. Ni najstarejša, ampak ki še izhaja. Tam nekaj čebelara, nekaj revija student vestnikom, ampak ni več, In to je zdaj, recimo, da ti držiš to večstoletno tradicijo, da peleš naprej, in to je uspeh, recimo, Potem najbolj viden preskok od tistega, kar je bil prej, je format revije. To smo 2010 povečali, format prej bil velikosti National Geographic revije, svoje poznate. Zdaj pa pač večja, sicer tanjša, z večjimi možnosti oblikovanja. To recimo bil pa to sredico smo rečemo sredica, drugače to je oblika znamenja pot, kjer imamo izlet od leta 2010, pa recimo te teme mesta. Prej so bili ti članki
tako, sicer je bila včasna tema prava, cela številka, ampak mi vsake številki pripravimo neke teme celotno, aktualne, zgodovinske, naravovarstvene, kar pač je, recimo smo referate v tej novembrski, čeprav smo potem že večkrat pisali, ampak zadeve se spreminjajo, seznamo vseh teh športih. Tako da to se mi zdi, da so te skoki, pa da ta uredništvo funkcionira, tako da je pač vodstvo izdajatelj, da je zadovoljen z funkcioniranjem. Pestra in zanimiva je vse. Kaj pa je najtežje pri vašem urednikovanju? Je to iskanje sodelavcev, piscev, sponzorjev, donatorjev, je to naklada, kakšni so odzivi bralcev, pa koliko tudi upoštevate mnenja, ki prihajajo do toho uredništva? Predlogi, recimo. Izzivi so, jaz sem tudi 22 let, izzivi so tako se dosti spominja, mislim skozi isti, enkrat je finančno stanje, minus, to je bil izziv ekipov sestaviti, kako da bo funkcionirala, da bo redno. Zdaj, kot se že prej omenil, je pa največji izziv je držati ta tiskal medij, tudi nivo seveda, tega, da ne postaneš dolgočasen, s temi mediji, video, družbeno omrežje, tega je ogromno in v bistvu mi mladih kupcev, mogoče bralcev svojih omrežja, kupcev niti ni, Torej smo se pogovarjali s Tonetom, to je baza. Mladinska zveza ima ogromno to bazo zvestih ljudi, članov, naročnikov. Brez tega revija ne vidim. In te nas šujejo. Drugače v začetku, mogoče tam v prvem desetletju je še bilo nekaj odzivov bralcev, zdaj pa skoraj kada kakšno pihnemo to, recimo zdaj je bil en vodnik, ki je bil v septembra namjen pisal, da mi smo neki tam tako, ampak to je tako redko. Ljudje se sploh ne odzovejo več, jaz sem tam par let nazaj sem prišel razočaran, 10 let nazaj, zdaj je tako enostavno sprema. Ne odziva, Nepokvarni kritik, ker kritiziramo običajno. Pa ni drugega, ni prvo lično. Tako da včasih si kar misliš, sam zase to delaš. No, da ne bom nepošten. Največ pohval dobim takole po hribih, ko me ljudje srečajo, ali pa na takih le zadevah, recimo pogovori. To pošteje, recimo, da ti ljudje uživo rečejo, tudi če pokritizirajo, ne želijo. On se vidi, da so prebrali. To sem hotela dodati, da v bistvu, ko srečujemo ljudi po hribih, in vejo, da Mladinski vestnik obstaja, v bistvu že to kar neko začudene bi rekla, ker zdaj je veliko ljudi, ki sploh ne vejo, ki informacije dobivajo po internetu, v spletu in tako da, če nas prepoznajo, ali pa se lahko še kaj izmenimo, mi ponavadi kaj povabimo, nekaj napisati, če imate kaj doživetja, take zadeve, tako da po hribih se da še kakšen narediti, kakšnega pisca. No, pa vam je naklada padla, ali se drži? Pa v bistvu skozi leta postopoma pada, ampak ni kritična. Najbolj je padla 5-6 let nazaj, ko je pač se Mladinska zveza odločila, da ne bo več na liniji Mladinskega vestnika. Teh članov je bilo takrat 3000 in smo bili malo skeptični in koliko je ostalo tistih 2100. Res dosti, 2100 od tistih, ki so imeli več na liniji plačano naročnino, se je odločili, da so podaljšali, recimo, da so se naročili na liniji. To se mi zdi velik uspeh, to da tiste govori slabih 1900, nekaj tako. Takrat smo padli z
da pač so žico, ampak v bistvu ni to slabo. Jaz delam v službi, recimo kot novinar, 2000 neklar, zdaj ne bomo padli po 2000, delam poznati. To je rapidno do, če kaj spremljate medije, recimo ti časniki, Delo, Dnevnik, Večer, oni to grejo, mislim, iz 100 000 na 20 000, recimo, to je taka razne. Tukaj smo imeli prejšnjega predsednika, Bojana Tonik, on je recimo enkrat zelo kritičen, tako je hotel videti, ki smo mi te raziskave, potem ti trende gledal in je rekel, da je gotovo, da je trend padanja naklade v Vestniku bistveno manjši kot je pa pri teh ostalih medijih, tiskanih, kot so časopisi. To je v bistvu bolelo. Pravi tudi taki zvesti bralci. Niso tudi samo člani Planinske zveze Slovenije, imamo tudi nekaj takih naročnih. Struktura je taka, da je 60% članov, 40% pa ne, plus minus ne pride. Ampak to pomeni, da 40%, to je tam pomeni, Jure 800, ljudi, ki niso člani Planinske zveze, kupijo, da so razimo so določeni mreži. To je v bistvu uspeh, ne? Se ni čuditi, recimo že privlačna je navzven, to se boste lahko tudi tam kasneje ogledali. Gospod je prinesel tudi nekaj izvodov, ki si boste lahko vzeli, če sem prav razumela. Bilo tam zadaj, bomo potem pokazali. Poglejte, kako lepa naslovnica, daleč ste, ne boste videli, ampak bi rada upozorila samo na nekaj vsebin. Recimo, tale je tlele gor tudi. Uvodnik, recimo v tej novembrski številki, opozori, da bo nekako uvodne, če srednja tema ferate bodo, ferate so ga nosile. Popularne je tule marsikaj napisanega od opreme, predstavitve itd. Potem pridemo na razne zgodbe, to so še vedno ferate, o Karnijskih Alpah lahko beremo. V Reški planinci smo bili nedolgo nazaj, na Volajskem jezeru, se spomnite. Potem imamo prej pisec se predstavi, v hribih se vedno počutim bolje, intervju, zanimiv. In Ljubljanska Himalaja in pridemo na sredino, kjer je pa kot nalašč v tem, kak ste rekli, osredje. Sredica. Ta sredica, ki se loči od ostalega tudi s tršim papirjem, ker jo lahko vzamemo ven, jo razpolovimo in si počasi naredimo celo knjigo, vodnik po hribih. In v tej številki je predstavljeno Posavsko hribovje. Imamo Molnik pogled, Kržarejo, potem Vidice, Jaški vrh. Krasno. In tako naprej do konca, tih je priče zgodovine, malo pogleda nazaj, hodništvo v času s korakom. Skratka, sila zanimivih stvari. Tule so predstavljeni tudi zmagovalci fotonatečaja, pa za tiste, ki so lezli po Kilimandžaru, potem tudi med našimi planinci, nekaj takih, itd., da ne naštevam predolgo. Skratka, hotela sem napraviti en EPP. Ne vem, če bi jo uspela, ampak namen je bil tak. Na straneh Planinskega vestnika je, tako kot sem rekla, polno raznovrstnih vsebin. In mene zanima, gospa Jelena, kaj je konkretno vaša naloga pri oblikovanju? Jaz sem se specializirala za tehnički del revije, to pomeni urejam sredico z nami na pot, rubriko. Mi imamo kar nekaj stalnih piscev te sredice, ne bom kar po domače govorila,
ker je v bistvu, ker imam ta stranica je sestavljena iz reportaži in številnih izletov. Tako da imam vsako leto enkrat sestanek s temi pisci, se dogovorimo za posamezne izlete ali pa izhodišča v tujini, v Sloveniji, tako da v bistvu dela je kar veliko, ampak mislim, da nam kar uspeva. Včasih se kakšen od piscev pozabi, da je na vrsti, pa je treba spomniti. Način to delam jaz, nekaj imam tudi od gorskega reševanja, čeprav ta tema nekako oziroma članki o tem nam manjkajo, ker naši gorski reševalci in reševalke, kot sem zapisala v našem kamniškem zborniku, zelo težko sedejo za računalnik, rajš pa hodijo, pa rešujejo, pa tako da, no, te dve temi sta bolj moje, pa ena tema je v spomin našim pokojnim. Tudi vaš. Ja, tako, tako da. Mene mogoče urediti malo bolj špara, ker je ta sredica kar zelo zahtevna. Počasih mi da kakšne te izlete, recimo ta gospa Olga Kolenc, velik zahajate v Karnske Alpe, da malo pregledam, pa malo preverim, ker mi imamo zelo veliko teh vodnikov, pa teh kart, zemljevidov, tako da malo pogledaš, če se bo kaj zmoti, tako zadeva. Ja, prej sem že nekaj omenjala fotografije, silno lepe so, dih jemajoče, če se izrazimo malo pesniško, pod mnogimi sta tudi vidva podpisana, tako da je videti, da vaju res aparat spremlja na vseh vajnih turah. Omenila sem tudi že ta natečaj, ki ga vodite skupaj s Planinsko zvezo Slovenije. Tudi rezultati so že objavljeni. Tudi vi se lahko pohvalite celo vrsto razstav. Ne vem, se mi zdi, da je bilo kar tam 10, takšno več, verjetno nam boste popravili. Nista pa Facebook fotografa. To sem prebrala ta izraz pri vas in se mi zdel sila zanimiv. Nisem ga še prej slišala, pa boste pojasnili to besedno zvezo. Zanima me pa najbrž tudi naše poslušalce, med njimi je kar nekaj takih, ki pridno fotografirajo in potem pošiljajo svoje slikce za naše planinske utrinke. Kdaj je fotografija taka, da ji rečemo odlična, lepa, to bomo pa dali planinski mestnik, recimo? Najprej Facebook fotografije. Da se mi ne spomnimo več. Tako jaz mislim, da si to mislim, mogoče selfie in pa to. Ja, verjetno to, ne, da mnogi pač zdaj je to popularno in grejo in njihov cilj je slika, da se bo vidi, kje je človek in tako naprej, ne, to verjetno. Da se potem objavi, da se vidi. To je. Tako da je pa res, ne, da Mila nikoli sva bila fotografa, ki bi šla s tem namenom hribe fotografirati. To so profi fotografi, grejo, pa čakajo, vsake postavo čakajo, da se tam naredi, ne vem, oblaki, svetloba, jutra, večerja, ne. To so tisti profesionalci, ki vodijo hribe z namenom fotografirati. In da pač to nismo, in da bi vedoma neki gorski cilj, hribi neki, in potem je mest pač fotkava en čas, slok je uspeh, čas. Tukaj moram reči, da mi imamo urednika fotografije, ne imamo, to delam jaz, ker enostavno ga nisem uspel dobiti. Sem imel neki nakalan, drugi kaj, kako je to kar zahteven del. Mi je pa uspel v tem času dobiti eno ogromno bazo fotografij odličnih fotografov v Sloveniji. Imam neko adremo, noter jih je tam nekih 30-40, od teh je pa tam seveda 3, ki jim samo pišem, a imaš tole in te ljudje pošiljajo res dobre fotke, ki enostavno treba biti poštene, odstopajo od te amaterske fotke.
Ljudje smo večinoma nekritični. Vse to je v redu, to imam dobre fotke, pogledam tehnično zanat, tam se vidi s telefonom in tako naprej, pač mi smo samo kritični. Jaz niti svoje fotke ne dajem noter, niti v knjige, niti v revijo, če ni nujno potrebno, da je ljudje. Recimo damo dobre fotke in smo vsi zadovoljni. To moram reči, se mi zdi, da smo na ta nivo, ko smo dvignali in pri knjigah, in pri reviji. V bistvu je to dobra baza tudi za Planinsko zvezo. Da se dajte rad, ta moja mama se prvo bude. Imam veterano. To moram reči, da je to dela revijo. Se vidite, najprej govori oči, pa še ne pogledaš, kako deluje revija. Pogledaš naslovnico, vidiš sliko. Vse noben revija neki. Začneš na osnovi videti, o čem piše, pa mogoče je zbradeno. Fotki pa vsi tako pogleda. Kaj narediš najprej? Listaš, pogledaš slike včasih še to napisno gledaš. No, to sem povedala še, da v bistvu avtorji, ko pošljajo besedilo, in večino ne pošljajo tudi fotografije. Zdaj, mi radi damo avtorjeve fotografije, samo če so mogoče neustrezne ali pa premalo povedne ali pa rekla, kot za družinski album, potem pa iščemo tudi tu. Tako da radi objavimo avtorjeve, ampak če pa ni primerna tehnično, pa pač ne moramo. Tako da se pač že na tem upravičujemo, ni vsaka fotografija pač ustrezna. Posebej za to sredico, recimo, ravno sem meni avtorici pisal, da se točno vidi s telefonom slika. Imaš ti celo stransko sliko, se to tako vidi, s telefonom. Noben telefon ne more narediti pač boljše fotke, kot pač neki fotoaparat, neka socialna refleksna kamera, recimo niti nekompaktna, socialna refleksna, to je pač. Jaz to po službi fotografiram, po službi revijo, jaz nimam tega nečnega. Odem po kamero, tako da lahko mi držim. In s tem narediš pač zelo sliko. Je pa res, da smo tudi z eno avtorico, pa smo ji povedali, oni mi razbili take čudne slike, sej daš noter, ampak potem smo pa rekli, da tako, pa mogoče fotoaparat zamenjati, pa tam mogoče nastavitve kaj popraviti in je potem zdaj vidim, da je to lepo sprejela in so fotografije čisto drugačne. Ona je še malo umetnica in tako da smo dosegli tudi tist namena, da naša ona lepšo zgodbo zraven. Zdaj smo malo slišali, fotografiji naši, bomo še potem kaj vprašali v zvezi s tem. Revije imajo gotovo podobne revije, tudi druge planinske zveze, mislim planinske zveze v sosednjih državah, Hrvaška, mogoče Avstrija, Italija. Si kdaj izmenjate, se srečujete, poznate, ali ste čist? Pa niti ne. Poznamo, imamo izmenjavo z več planinskimi organizacijami, dobivamo te revije, dobivamo komercialne revije, nemške, avstrijske, švicarske, italijanske, španske, češke, tako da sledimo kvaliteti. Kje se najdete? Ja, moram reči, da smo skromno preskromno. Ja, mislim, smo v rangu dobrih revij, seveda so še boljše, ampak te revije, sila, kako jim rečemo, organizaciji so v bistvu dosti skromne. To ni več take komercialne revije, imaš 150 strani, ne vem, orih papirov, ampak ti v bistvu za te papirne avto, recimo avstrijski, vse je bolj demo, ampak je tako slabš papir, naša deluje bolj kot neka revija. Tako da pač hočemo reči sledimo, mi imamo stikov, imamo pa stike z hrvatskim planinarjem. Že odkar od leta 2001, ko sem postal letnik, smo se s tem Alanom Čaplerjem dobili, je neko izmenjavo in po tistem smo se še v Krškem dobili na nekem sestanku, včasih se srečamo, mi smo bili pa njih na obisku, oni so
tudi pri nas v bistvu, to je v bistvu izmenjava, ne? In taka simpatična izmenjava. Naprimer, zdaj bomo imeli članek od tega Damija Šarke, knjigo nam je poslal v hrvaščini, članke nam pošilja, zdaj bo neki Maglič v meni. Maglič je tam v Bosni, mislim, da nekaj, se ne motim. In po meni je bil Maglič v Maglič. In tako, imamo nekaj, takrat sem se zmenil, on je rekel, na tistem srečanju, jaz pa pišem članke, pa pošle, prevedemo in objavimo, tako da zdaj bomo še to recenzijo. Tako da neki maga imamo te izmenjave. Planinski vestnik je gotovo vzor tudi društvenim glasilom. Jaz mislim, da v Sloveniji večina društv, planinskih društv, izdaja neke svoje publikacije, če ne zaradi drugega zato, da objavi noter poročila, pa program dela in podobno. A vas tukaj moti, kadar posnemamo kakšno vašo zadevo? Se nam bo vzorno reči. Zakaj bi nas to motili, ni dobro, mi smo večjem navdušeni, da je to tako. Zdaj se vidim, ti vaši utriki so že format, dvikrat, dva spolodna, tako da super, ne? To je sam za pohvalite. Drugač mi tako sledimo tem glasilom, jih dobivamo, včasih se predstavimo, kakšnega, žal ne dobimo vseh, ne? Mi, če bi vsi se spomnili, poslali odlično pri mi predstavili, ko je pogledali, pač dobimo tisto, kar dobimo, ne? Vse bolj slučajno, ne, kot pa da bi to črpno, recimo. Tu, če pride na Planinsko zvezo, pa tam ne mejo koliko drt, pa se tam dala, recimo. Ne vem, včasih pride kakšno vprašanje, kakšnega, ko se malo pogovarjamo, ampak ne to veliko, tu pa tam, no. Ali pa na kakšnih teh srečanjih Planinske zveze se vdaj pa Meni je dosilo všeč, ko ste rekli, da lahko tudi kakšen članek prenesemo iz Planinskega vestnika v naše glasilo. Ni obratno. Tudi če je kakšen drugo članek v društvenem glasilu, zakaj ga ne bi dali? Smo že to prakticirali. Te informacije pa nisem poznala. Imamo tudi mi, da naročimo. Imamo tudi naročene pisce in potem so tudi kvalitetni vse v taki laični presoji, recimo. Ja, za 125-letnico je Planinski vestnik dobil visoko priznanje, red za zasluge se mu reče, podelil ga je predsednik države. Običajno se od tega rečemo, sej ni tako. Kako ste vi sprejeli to priznanje, kaj vam pomeni? Ja, midva sem se ravno vozila tam v Italiji, sem s kombijem, ki ima pod italijanskim hribom in je Anja Prfles od Pakolja. Anja se pisala, povedala to. Kaj češ drugega, se skoro zapjeli s tesne. Ljubo si naprej. Ja, mislim, to je tak šok, ne, in potem sem takoj predsednika klica, in bolj cena procedura, tako cel mesec priprav, vse pripravljanja, protokol strašno, to je tisto dogodek enkraten, mislim. Jaz tam, moram reči, to sem nekaj mesec priprav, potem, ko sem kaj prišel, smo bil 20 minut v Pakolju, predsednikov smo se pogovarjali, pa ker sem prišel v Pakolja, je pa tam šefica protokola prišla, da vse je povedala, da se kaj oseben, da ste tam čakali, pa kaj vas pokličejo, tam je testnost na predsednika, pa počakali, ne vem, kaj bojo prebrali tist, pa bom povedal mikrofon, pa nesem, pa bo nekaj povedal. En mesec smo se po mailih, po telefonih pogovarjali, pa so to povedali ti prezadci. Jaz se še ne srečam, ker sem potem tistem povedal, kaj češ povedati, to, kar sem prej, tukaj je 100, kot smo zdaj, malo 130 let, 125 smo imeli let nazaj. To je bilo 7 letnikov, vsem je zasluga, to je priznanje za vse, i za Jarkelja, Planinsko zvezo, in za vse te
nebudne urednike. Tako, in zdaj, ko ste v 3. desetletju uredniškovanja, kakšne načrte imate, ali nastajajo sproti? Iz meseca v mesec, to je načrt, ja. Želje to nekakšne? Pa to, kar sem prej rekel, da bi revija ostala, da bi te teme še vedno zanimive. Zdaj je največji problem, to prej nisem omenil, da so nam 4-krat predložili papir. 4-krat. Na ta način smo mogli, med letom, nekaj malo letno pogodno, smo mogli dvigati naročnino za 30 centov, pa še zmanjšati število strani za 4. In zdaj čakam poročilo naše računovkinje, da bo povedala, kako smo s financami, a bomo lahko v istem vsegu, z isto ceno šli naprej, a ne. To je kar izzivo. Medtem ko to, kar sem povedal, teme, to pa laufno, to je temi naši drugaj, da imajo podeliti. Irina, kaj sem pa? Hotela še reči, da v bistvu bralci ali pa tisti, ki poznajo Planinski vestnik, pa bi želeli kaj napisati, ne so imajo kar eno tako mogoče strahko spoštovanje pred tem. Tako da jaz mislim, da tukaj pa treba reči, ne, ni treba. Mi smo tukaj čisto normalni ljudje, Planinski vestnik je zelo razširjen, je poljudna revija, ne? Če bo kakšen zaplet pomagamo, zato smo uredniki tudi tam, ne? In svetujemo, tako da jaz bi rekla, da nove pisce z veseljem sprememo med sabo, oziroma pač. To je zanimiv feedback, recimo, tako, ko se prej dobija, recimo, kvaliteta nekje, recimo, da se ostaja na dogovoru ali raste, ne? In je zanimivo, kako je, prej so množično prišli članki, tako da so včasih prišli 9 mesecev, 6 mesecev čakano objavo, ne? Potem takrat tako nekako iz leta v let manj tega preliva, ne? Zdaj mi že več letov, da se bo razstalo, pišemo avtorje, ja, imaš kakšno idejo, napiš kaj, ne? V bistvu se to na bumena nakladno, ne? Ne vem, točno to, kaj je rekla, ne? Kot da se zdaj ustrašila, mogoče pa jaz napišem dosti dobro za vesnik. Tukaj je nevarnost tega, da bo tega priliva manj, zato imamo zdaj te literarne razpise varno, ne? Ampak na zadnjem razpisu je pa tudi zelo malo tega piscev, ne? Da naredim, kam to pjede, ne? Vlado, od leta 2014 ste tudi urednik Planinske založbe, ki izdaja vodnike, učbenike s planinsko tematiko, spodbuja izvirno planinsko, vodniško, alpinistično literaturo. Pri tej založbi je šlo tudi kar nekaj vaših knjig, vodnikov, priročnikov, leposlovnih del, ki ste jih napisali ali sami, ali pa skupaj svojo soprogo gospo Ireno. Naštevanje del bi bilo kar zajetno. Nekaj smo jih razstavili, se je naša Mateja potrudila in pokazala. Bi pa izpostavila recimo naslednje: Alpe brez meja, živeti z gorami, čez rob, tipanje v neznanem, tale tudi. To so dela, ki bi pravzaprav si zaslužila mesta na vsaki knjižni polici planinskega zanesenjaka. Tipanje v neznanem, vaša zadnja leposlovna knjiga, je 16 zgodbami popeljala bralca na vse pomembne gorske skupine, od Karnijskih Alp, pa prek Dolomitov, avstrijskih, nemških Alp, do Berline in na italijansko-švicarski meji in se zaključi na japonskem Fujiju. Sproti naj povem, da imate, to sem nekje prebrala ali pa slišala v enem od vaših intervjujev, od vseh gora najrajši Dolomite in Karnijske Alpe, baje sta bila 130-krat v Karnicih. Ja, pa že omenjamo, kaj imate najrajši v tujih gorah, moramo povedati, da v domačih je pa to Kočna, ne.
Podajate se pa silno radi na brezpotja. In v teh brezpotjih ste rekli, zame je v gorah največji čar raziskovanja, odkrivanje novih območij, dolin, vrhov, ko nisi prepričan, da ti bo cilj, ki si ga zadal, tudi uspel, ko ne veš, kaj se bo pokazalo za robom, za grebenom na drugi strani vrha. Je tipanje v neznanem. Ali ni to tipanje tudi izzivanje gora? Kaj vas napotuje na taka brezpotja, ki znajo biti tudi neprijazna, pa še i redno vzamete s seboj? Če se najde Bog, Jaz sem varovalka. Ja, varovalka. Vedno bolj. Ne, brezpotja so čisto redno, mogoče to tako malo laično gledanje na to, ker veš, v brezpotje pač mora biti že malo granica, malo izkušenj. To so stari alpinisti govorili, da Štauf je rekel, preden začneš plezati, pek slovensko tam svezalo. Stari Peter Štauf, in tako naprej. Ne moraš iti v brezpotje, greš prvič v hribe, imaš pač nekaj kilometrine. In obstaja cel lahkih brezpotij, ne zahtevno, tehnično, recimo, tam lahko se učiš. Vidim, da je to pač je tak strah, ki je napisoten, določeni publiki, ali kaj si pač ljudje tudi gledajo. Čeprav potem moram reči, da potem, ker ljudje spoznajo te čarne brezpoti, postanejo pa sploh. Ponovila se je ta moja zgodba, ko sem šel v markirnih poteh, ko sem prvič zabil, pa nisem več hodil po markirnih poteh, ker mi je bilo to dolčest. In recimo, zdaj ne včeraj poslala iz zaloge sedata letni obračun pošljajo, koliko so podali knjig, recimo, pa brezpotja, čez 300, recimo. Pa to vsak let, ta knjiga živi od leta 1923 let v nekih 5 izdanah, pa polna tisoč vmes. To pomeni, da je to sila na tla, da ljudem je to všeč. In zdaj v zadnji izdaji sem pa še malo šel čez mejo, ker zahodne ulice, malo dvignil sploh državnosti in to zaradi tega, ker ljudje napredujejo, hočejo vedno pozitivne cilje in tako naprej. Tako da očitno sem tukaj nekaj tako da moram reči, da je ta knjiga po tej strani uspešnica, ni to, tista Top Gun, knjiga, ampak se skozi vsa leta dobro prodaja in vedno dobro se leta. Iz te vaše knjige bomo zdaj slišali odlomek, precej skrajšen tekst, pa bomo potem povedali, zakaj smo ga izbrali. Mitja že kome čaka, da nastopi. Lepo je biti s toliko prijatelji v gorah. Vsi smo zaljubljenci v gore, vsi plezamo. Na mnogih turah smo že bili skupaj. Vsi delamo za planinsko društvo ali za gorsko reševalno službo. Dobro se poznamo in znamo uživati. Nihče nikoli ne komplicira. Vsak se bo potrudil za drugega, če bo potreboval kakršnokoli pomoč. Družimo se, gore nas združujejo, še vedno pa se mi zdi, da je tega premalo. Ne vzamemo si dovolj časa drug za drugega. Vsako leto je tega manj. Upam pa, da se ta prijateljski krog ne bo nikoli razdelil. Smo na malem sedelcu pri Movzini. Na vzhodno stran so planjavske zelenice, na zahodno pa graba za vrati, po kateri se bomo spustili. Odpravimo se. Malo negotovo gre sprva, ker nisem vajen nizkih čevljev, teren pa je zahteven. Moji čevlji so že precej ponošeni in niso več tako trdni, kot so bili nekoč. Precej se lomimo. Pazimo, da drug drugemu ne valimo preveč kamenja in se opozarjamo. Ta del je še posebej kočljiv. Med neprestanim pogovorom se stopimo do lovske poti, po njej pa prečimo proti pastirjem, kjer vodi markirana pot na Kamniško sedlo. Pri pastirjih sedita na klopci fant in dekle.
Dekle se mi zdi nekaj zaskrbljeno, zato jo vprašam, ali je vse v redu z njima. Ja, vse je v redu, je odgovor. Ne zdi, da se mi prepričljiva, ali sili vanjo. Če bi bilo hudo, bi že povedala, se mislim. Sašo in Ireno nadaljujemo, drugi so že šli naprej. Ko se približujemo studencu, zazvoni telefon. Kliče gorska reševalna služba Kamnik. Pri pastirjih je nekomu slabo. Aktivirali smo helikopter. Če je kdo v bližini, naj se javi. Na pa imava. Pa nista mogla tega prej povedati? Ne bi bilo treba še enkrat teče v klanec. Midva sva blizu, greva tja, povem načelniku po telefonu. Saša, midva greva nazaj, akcijo imava. Daj povej še drugim, se dobimo pri Juliju. Seveda se vidimo spodaj, dobro uredita in že letiva nazaj. Kako potem, ali je vse v redu? Pravim, ko zadiha nastopiva pred parček. Začudeno pogledata. Midva sva tudi reševalca ima razloženi. A, tako. Kaj je z vama? Punci je slabo, pravi fant. Iz nahrbtnika vzamem jakno in jo ogrnem. Aktiviranje helikopterja te bo pobral, mi pravi. Na helikopterju je vedno zdravnik in ji bo pomagal. Z mirnim pogovorom in krajšava čast in najšava skrbi. Čez 4 ure že zahrumi nad nami. V močnem vetru se po jeklenici spusti reševalec. Jernej iz našega društva je. Pozdravljamo se. Ali boste lahko vidva spremljala fanta v dolino, vpraša. Seveda, jasno. Zgoraj je Primož. Pove in dekle posadi Gravingerjev sedež, jo pripne nase in že poletita navzgor. Primož je naš zdravnik. Torej bo za dekle takoj in dobro poskrbljeno. Počakamo, da helikopter izgine v daljavi, potem se po markirani poti odpravimo navzdol. Fant je zgovoren, skrbi ga za dekle. Ves čas razlaga, kje vse sta že hodila in ne razume, zakaj je imela danes težave. Zgodi se lahko vsakemu, da tolaži, bodo že poskrbeli zate. Avto imata prav v dolini, na parkirišču, pa ga tja tudi zapeljava. Poslovimo se. Midva pozovijeva v gostišču pri Juliju, kjer je že veselo. Mene vedno bolj bolijo gležnji, to pa zato, ker nisem vajen hoditi v nizkih čevljih. Pade nekaj rund, debata pa poteka v današnji trezariji. Dobro si tole organiziral, Vlatko, me pohvali Saša. Res je, večkrat se kolegi iz odseka takole dobimo in se skupaj kam odpravimo. Plezat, pa na ture, tudi na turne smuke. Ura je pozna, domov bo treba. Hočem vstati, pa me noge ne držijo. Sesedem se nazaj na stol. Drugi so že zunaj, jaz pa še kar sedim. Preprosto ne gre. Noge preveč bolijo. Zdaj, ko so se mišice ohladile, so se pokazale posledice ture z napačnimi čevlji. Irena spozna, da se ne pretvarja in mi pomaga. Lado na vratih to vidi in tudi priskoči na pomoč. Kaj res ne moreš hoditi? Ma ne gre, no. Boli za znored. Vsi so začudeni, ko me vidijo takega. V sredo ponedeljskem plezanju je bila sklicana reševalna intervencija zaradi padca plezalke v Skudi. Reševanje je potekalo vso noč in še ves dan. V prijemu smo iz doline s tovorno žičnico pripeljali do Kokrškega sedla, od tam pa na ramenih mimo bivaka pod Grintovcem pod steno Skude. Tudi jaz. Vse so se mi noge med tem popravile. Bolečine so izginile, seveda sem imel takrat visoke dozorje. Reševanje smo s kompletno ekipo po 23 urah zaključili na Veliki planini. Hvala, Mitja. Kako se zgodi s čevlji? Reševalcu v Gorskem. Izbral sem pa ta odlomek zato, da bi gospod Ireno vprašala,
Kako je zašla med gorske reševalce? Ste to vi krivi, ste vi potegnili? In običajno vemo, da je to neobičajno. Vemo, da je to zelo zahtevno delo, odgovorno delo in kako ženska, pa še tako drobčkana, zmore take napore. Ja, tle med gorske reševalce, v bistvu, ja, sem prišla nekako zaradi poznanstva z Vladom, ampak v bistvu zadeva to, da ti hodiš v hribe, ko si postaneš med vsem tem izobraževanjem tudi alpinist, v bistvu čutiš, če nisi tam vrhunski, pa imaš časa za to, čutiš, da lahko na ta način pomagaš ljudem, ko so v težavah. Ti si nekaj dosegal s svojim znanjem tehničnim, si sposoben določene stvari s kondicijo in je to prekrajno vračilo skozi tisto izobraževanje, ki si ga dobil, recimo, za ston, ni bilo treba nečke plačati, so drugi ljudje so te učili, za svojega prostega časa, da to nekaj vrneš društvu, v bistvu ceku, družbi. To je v bistvu eno vodilo, zakaj greš med gorske reševalce. Ženska je pa tako, naše društvo, kamniško, je v bistvu precej odprto in že kar nekaj časa nazaj so rekla, niso imeli nobenih težav, da bi med sabo sprijeli tudi ženske. Zelo radi vzamejo med sabo ženske, ki so zdravnice, ker to pač ima še en dodaten plus, ampak tukaj so bili zelo odprti in jaz se zelo dobro počutim, tako da je pa res to delo v bistvu za žensko. Seveda nikoli ne boš nesel toliko težkega, toliko hitro ne boš, kot moški kolegi. Je pa res, da v bistvu zmeraj si koristen, tudi če si mogoče prideš pred zadnji do ponesrečenca. Včasih se zgodi, da je na voljo samo par ljudi, ki bodo šli na akcijo, pa si ti med tistimi, tako da zmeraj se najde. Zato imamo tudi na društvu večje število reševalcev, ne samo 30, recimo pa nas je okrog 50 različnih starosti, poklicev, tako da je to delo v bistvu zahtevno, ampak zelo vrneti pa zelo veliko. V bistvu svojo notranjost napolniš s tem, ko nekoga pospremiš, pomagaš. Najbolj hudo je takrat, ko mu ne moreš pomagati. Takrat smo pa mislim, da moški sicer ne bojo imeli solz v očeh, ampak me punce, zdaj smo 3, v Kamniku, pa jih imamo. Tako da, takrat je pa hudo. Tudi moški imamo čas. Ja, v tej knjigi skoraj ni strani, kjer ne bi bilo ime Irena. Pa še tako lepo ste ji posvetilo napisali Ireni, ki pride vedno na vrh, pa naj bo pot še tako zahtevna. Zelo lepo. Iz vseh zgodb je čutiti nasilna, neizmerno navezanost, prijateljstvo, spoštovanje med vama. Vidva dejansko živita gore. Pa me zanima, kako shajajo skupaj Vlado, Irena, alpinizem, gorsko reševanje, pisanje, vse to se med vama prepleta, dajeta vtise nasilne povezanosti, se kdaj tudi skregati? Redno. Potem sta čisto normalna par. Moram povedati, da je to vprašanje, da sem videl naprej in ko sem se pogovarjala, sem to napisal na meni, sem to vprašanje, kako težko, ja, no, se že povedala, kako je tega vsega, pa teh knjig, pa mislim, dela je preveč in potem seveda iz tega nastane napetosti, živčnova, ledosti sploh, midno se lahko ovako je nekaj skupaj, to veste, da je... To je zabavno, to je živahno, se temu reče. Ja, ampak nisem pa tista, ker se bo vedno držala nekaj tako kličem kakšne povode. To je neproduktivno, ker se boš tam teden
sem operativc, naredimo, delamo in zdravo. Jaz tudi nisem bil za planinsko zvezo, za skupščine, za upravne boardmenkom. Jaz sem operativc, jaz ne moram tam 6 ur poslušati, nekega govorjenja, ker se nič ne naredi. Moj rezultat so revija vsak mesec, knjige z ostalimi poslom, dajte mirim reči. Akcija skratka, ne? Jaz pa tisto, kar prej na začetku, ki sem mi to pokazal, je pa solzice spustila. Ja. Ampak to je bilo 2 let nazaj, ki je imela neke zdravstvene težave, tako in neke zelo pogubno rešvala in je to bilo za spodbudo. Tega bo skoraj ne verjamem. Ampak vse to še zmeraj verjamem, ne? Zapisano ostane. In pridem na vrh, pa naj bo še tako pot zahtevna. To je simbolično, ne? Pride na vrh tudi v bolezni, ko sem jaz to v bistvu povedal. Vse tudi, ko greva v hribe, se v bistvu dopoljujeva. Zdaj smo že toliko časa skupaj, pa tudi veliko stvari izvedala česa, različne izkušnje, take malo čudne, težke, nevarne, tako da v bistvu se že poznava. Nama sploh ni treba, mislim, jaz sem že včasih manjezna, ker reče, tle pa malo strmo pa plazujte, jaz ne bi govoril, vse sama vemo, ne bi če to spominjati, da tako to bi tako funkcioniralo. Je bilo pa enkrat zanimivo, smo plezali nekaj, pa seveda jaz tam z eno kolegico, ki je pokajama, ona je tam nekaj plezal gori, ki se je mučil malo do ledu, pa to, se seveda težko meni, in pol tam to zapije, pošvarovala, tako, ja, okej, in pol ta kolegica spleza, prema tam na vrh, po tej malca, po tej slovenski smeri smo šli, pa reče ta kolegica, jaz sem pomislila, da to ločitev sem kamaternih. To mi je pa delalo, ampak mogoče za koga, pač ne pozna, malo tako moteče. Ker ljudje se zmeraj želimo pokazati v najboljši luči, vidno se pač te niso. Hribi so presne, tam ni zlaganih zadev. Tam enim nam moraš prefirati. Tam recimo, tam v tisti slovenski je bilo 150 metrov čistega požleda. Imela se pa dva zakonca in seveda tam je tista trojka, se sam nekih par metrov, da sem mogel vsak stop, ko se stopil v skladničkama, da sem, a tudi pa nabijati, bla. To je nekaj, da se je ruhno dol, na glavo, už pa več vekala, možda čez grošena. Kako vidimo, splezamo tisto vrha, vidimo normalno, vama zdaj je odkogljiva. Pač ljudje, ampak hribi so zato dobri, ker so pristni, tam enostavno ne moreš ti reči, zdaj pa, ne vem, strah, ni strah, zahteven, dol. Tako da ta šola alpinizma je pa še bolj zahtevna, recimo, tako. Ampak se mi da v bistvu, ko greva posebej na ta prespolja, nekaj zadnje leta, veliko dva, ali pa tudi recimo tiste malo bolj zahtevne 3000 čake, ali pa 4000 čake, v bistvu vseh teh izkušenj, veš, kaj v sabo vzeti, pa kaj ti je manjkati takrat, pa bi mogel vzeti, pa take zadeve. Tako da se pravim. Ampak veste, te 3000 čake, to so že tehnično dosti, videl sem težke izmerovanje. Težavnost je taka, da moraš tam obvladati kopno prezerijo, zimski svet, gniški svet, in če daš te enkrat v šolo alpinizma 60 stopno, teh ciljev, ki zredno dvigne, ko ti ne plezaš, imaš ti takoj omejen doseg ciljev, kam lahko greš, ker imaš neko zavarovan pot, tam še grejo s tem samovarovanjem, ker imaš pa ti nek hrib, ker ni nič god, tam že ali boš vzel vodiha, ali boš pa sam šel, ali ne boš šel, To je mira se pač v alpinista in se dala to skozi. Dolgo bo šlo plezanja, tudi po 45-50 ur na let, ko smo pač bili v šoli, pa po šoli, in to se pač nekaj pozna, ki se strpi, misliš toliko uplezan, še vedno veš, se znaš dotak, toliko števko plezati gre, Ja. Ko beremo knjigo, ti pa njo ne znamo, se dvigamo, spuščamo, plezamo z vama in sinom Mihom, ki ima 2 rojstna dneva,
tistega pravega in onega, ki ga obeležujeta vsako leto 1. julija. Potem pišete o zgodbi Plavi ponedeljek v nedeljo. Iz vsake od teh zgodb je čutiti to, kar ste napisali v uvodu, to pa je, citiram, v gorah ne iščem dosežkov, pač pa doživetja, prijateljstvo, zaupanje, ljubezen do gora, narave, sopotnikov, življenja. Ko stopiš na vrh, za katerega si se moral zares potruditi, začutiš življenje, sreča. So čarobni sončni vzhodi in zahodi, čudovite barve, silne igre oblakov, veter, da se komaj še držiš na nogah, je narava, ki presunja. Takrat zares živiš. Živiš z gorami. Čarobni sončni vzhod vaju je s sinom Mihom privabil tudi v deželo vzhajajočega sonca, pa bomo z Mitjem in z vama stopili tudi mi na goro, da ne zamudimo sončnega vzhoda v deželi vzhajajočega sonca. Gore po japonsko. Kje pravzaprav smo? Daleč, daleč. Na daljnem vzhodu, na Japonskem. Tam moja hčerka Nina dela doktorat iz primerjalne književnosti. S sinom Mihom, njenim bratom, svoje septembra 2019 prišla za 2 tedna obiskati. Jaz prvič. Edini iz ožje družine je še nisem, Miha drugič. Dolgo sem se ugotavljal, potem pa sem vso organizacijo predal sinu, ki je 1, 2, 3 speljal zadeve. In potem poti nazaj ni bilo več. Precej sva se motovirila v izbiri opreme. Miha je namreč hotel na vsak način na najvišji vrh Japonske, to je Fuji, 3776 metrov, pa še pleza prišel tam. Meni se to ni zdelo najbolj modro, saj bom vendar obiskal hčerko in bi bil z njo rad čim več časa, ne da bi še tam lazil po hribih. A ostal je neomajen. Dan pred odhodom sva bila z Mihom dogovorjena za kontrolo hribovske opreme, a sva to izpustila. Napaka. Ker se je pozneje izkazalo, da nisem vzel pravi poj za delo. O 13-urni vožnji z Adrijnim Airbusom 350, ko nimaš ničesar pametnega početi, samo brati, gledati filme, poslušati glasbo, raje ne bi. Pri nas v začetku septembra ni bilo ravno toplo. Japonska pa naj je presenetila s temperaturo. Na višini 10.000 metrov je bilo -61 stopinj, ki jih sicer ne čutiš. Na tleh pa sva stopila v vročino 34 stopinj. V trenutku sva bila mokra. Miha je bil kratke hlače že oblečene. Sam pa sem jih oblekel takoj na prvem WC-ju. Na japonskem WC-ju. To je posebna tehnologija, kjer imaš vse, ne le papirja, tako kot pri nas, ampak tudi pipico zadaj za umivanje z vodo. Res priročno. Kje smo še mi? V prvem pisu je Japonska res pravi kulturni šok. A to je druga zgodba. Nina se je izkazala kot prava turistična vodička, saj to v resnici za turistično agencijo tudi počne. Kot je napovedal Miha, sem se kmalu naveličal pohajkovanja po asfaltu in muzejih, očitno me dobro poznam in si zaželel kakega vzpona. Izbrala sva dan, ki je kazal na najboljše vreme in se odločila. V petek kreneva. Miha se je ogrel za nočni vzpon na Fuji. Baje je sončni vzhod tam nekaj posebnega. Še svojo besedo imajo za to. Goraiko. Petek popoldne malo zaleževa, se bo vso noč hodila. Zbudim se, ko Miha vstopi v sobo. Nič ne bo s Fujijem. Nimam pravega vozniškega dovoljenja, pravi Miha. Deklaracija ni prava. Morala bi biti ženevska, je pa dunajska. Pa dovoljenje ni napisano v japonščini, ampak v angleščini. Niso navodali avtomobila. Niti Fran. Fran, Francisco, je Argentinec in hčerin partner.
Ves večer vsi štirje razglabljamo, kaj lahko storimo, a nam nič pametnega ne pride na pamet. Težava je v tem, da je konec tedna, v ponedeljek pa praznik, kar pomeni, da na veleposlaništvu, kjer bi morda lahko uredili dokumente, nihče ne dela. Nismo najboljše volje. V soboto je razpoloženje še slabše. Saj v vsem Tokiju ne najdemo niti enega avtomobila za izposojo. Vse je zasedeno zaradi praznikov. Razočarani se vračamo domov, a tik pred stanovanjem še enkrat za vsak primer stopimo v bližnji center za izposojo vozil, kjer so Miha dan pred tem zavrnili. Nina nekaj govori, oni za pultom odgovarjajo, kdo bi to vse razumel. Izkaže se, da je en avto le prost. Fran pokaže svoje vozniško dovoljenje in nič ne komplicirajo. Lahko vozi. Ja, odlično. Tistega referenta, ki ga je dan prej zavrnil, ni videti. Tudi Japonska ni popolna. Bližava se višini 3000 metrov. Meni se začne vrteti v glavi, zato zmanjšam tempo. Tudi Miha za čuda ostaja zadaj. Po 200 metrih sem spet boljši. Povem Mihu, ki mi odvrne, da je imel podobne težave. Spet zastavim hitreje in do zadnjih koč gre kot po maslu. Tam se na plano usujejo ljudje vseh narodnosti. Septembra je večina kot zaprtih, a nekaj očitno še ni. Lučki je toliko, da se točno vidi, kje vodi pot. Miha ne more več hoditi počasi in potegne. Mene zdeluje. Sicer ves čas hodim, a ne gre več tako hitro. Na enem zadnjih ovinkov me počaka. Višinomer kaže še 200 metrov, a že na naslednjem ovinku stopiva do kraterja. Odlično. Za nama se svetlika, ura je 4. Dovolj časa je, da ujameva sončni vzhod. Pot ni več tako strma, se prečiva v robu kraterja. Pot vodi valovito gor in dol. V nekem trenutku se obrnem nazaj, a mi položaj ni všeč, saj mi hrib, kjer sem malo prej hodil, zastira pogled na vzhod. Koliko je do vrha, ne znam oceniti, a ker ne bi rad zamudil sončnega vzhoda, se raje odločim vrniti na prvi hrib. Tam najdem ugoden položaj in se pripravim. Tako je mraz, da imam ves čas zimske rokavice, zaradi česar težko ravnam s fotoaparatom. Ura je 4:30 in odkriva se sonce. Vzhodi so vedno impresivni, barve se izmenjujejo iz minute v minuto. Ljudje postajajo nemirni. Zdaj se pokažeta 2 majhni rdeči kroglici. Zdaj bo. In res. Počasi se začne odpirati rdeče rumena krogla. Žal gre tako hitro, da ne utegneš gledati in nobenem še fotografirati ali po možnosti še snemati. Kar naenkrat je vse skupaj mimo in celotno obzorje na vzhodu, na katerem ni prav nič motečega, je kmalu popolnoma ožarjeno. Prvo in zadnjo zgodbo, kratka odlomka, v mestih je pa še 14. Če bi kdo želel, si lahko tudi nocojto knjigo nabavi, nekaj izvodbe ima gospod seboj, imajo jo pa tudi v naši knjižnici, tako da vabljeni k branju, vabljeni tudi k branju Planinskega vestnika. Spoštovana gosta, prijetna sogovornika sta, še bi lahko klepetali, vse to, kar smo povedali, je v bistvu samo en zapopadek, en pogled v Planinski vestnik, en pogled v vaše literarno ustvarjanje, s tem, da se Ireninih zapisov in knjig, pri katerih je sodelovala kot sva avtorica, niti nismo dotaknili. Nekaj ostaja za prihodnost. Hvala tudi vsem, ki ste prisluhnili temu pogovoru, vabim pa še Mateja v besedi, da bomo zaokrožili ta večer. Naj se v zaključku še malce pregramo s številkami. V
Vse izdane številke Planinskih vestnikov, zložene na kup, v višino merijo že več kot 4 metre. Pri tem pa jim vztrajno sledijo tudi planinski utripki, ki izhajajo v okviru našega domačega planinskega društva. Precej še del prvih in drugih smo na ogled postavili na priložnostni razstavi. Nocojšnje prireditev in druženje pa bo sedaj pozdravila še predsednica Planinskega društva Križice, gospa Anica Hriber, ki jo vabim k besedi. Jaz bi rekla samo čudovito, hvala. Mislim, da smo uživali ta večer. Utrnila se mi je pa tale misel o tem poslušanju. V Planinskem društvu Brežice združujemo več kot 400 članov. In to je silno pestra združba ljudi. V tej združbi najdemo najrazličnejše interese. In naloga društva se mi zdi je predvsem to, da lahko vsak od teh članov v tem društvu izrazi tiste svoje notranje nagibe, ki jih sicer drugje v življenju ne more. Mislim, da v našem društvu to omogočamo. Ponosni smo na našo Mileno. Pravzaprav je ona že 35 oziroma že 37 številk priimkov, ki jih je šlo. Mislim, da je v glavnem ona tudi urejala in lektorirala, nekaj je bilo še vmes drugih. Takoj, ko se je pojavila ideja o prireditvi Vrati gore, v Planinskem društvu Brežice ni bilo dvoma, da bomo v tem projektu tudi sodelovali. In seveda, kdo je avtor tega, spet naša Milena. Tako da gotovo lahko rečemo, da na tem področju kulturnega dela življenja našega društva imamo poleg nje kup drugih piscev, fotografov, ki potem vse te svoje prispevke, utrinke iz naših doživetij v gorah pošiljamo naši urednici, ki, kot sem rekla, že 37 let zapored uredili naše utrinke. Tako kot smo ponosni na Planinski vestnik, ki ima tolikšno število izvodov in tolikšno število let za seboj izdajanja, tako smo seveda mi ponosni tudi na te naše utrinke. Še enkrat iskrena hvala. Za popotnico pa vam bomo dali nekaj vinca iz naših sončnih ulic. Kaj naj še rečem? Srečno pot vam bom zaželela v imenu nas vseh v vaš Kamnik, tja gor od tiste lepe planine. Veliko uspeha pri nadaljnjem vajem delu, vsestranske, na vseh področjih, kjer delujete, predvsem pa seveda veliko uspehov pri uredniškem delu, pri Planinskem vestniku. Vesela sem, da sta prišla. Moram priznati, da sem imela veliko tremo pred vami, ker vas poznam od ostrega, odločnega, akcijskega človeka. Jaz pa tako. Akcija pa 37 številk matre, mislim. Jaz sem pripravnik kot pripravnik. Vam tudi najlepša hvala Planinskemu društvu Mileni in vsem, da ste prišli knjižnici. Hvala lepa, z veseljem prideva. Brez naše Mateje tudi Vrati gore ne bi šle, ne treba poudariti. In brez našega Mitje, ki je stalni bralec, kadar potrebujemo moški glas.